čustva so bila močna od prvega kola po pravici. Ta svet meni pač ni všeč. Kar sem šla v srednjo šolo, smo začrtali profesionalen način. No. Nisem šla v šolo, sem delala po izpitih. Generalni pokrovitelj intervjuja je AC Sport d.o.o. Moja gostja je Tamara Zidenšek, najuspešnejša teniška igralka. V letošnjem letu pa pravzaprav v svetovni vrh te je odneslo. Dobrodošla pri nas, Tamara. Hvala. Mi smo stavili na te, mi smo stave sprejemali, recimo ljudje, ne, tle gledalci govorimo, ko si se uvrščala iz kroga v krog na odprtem prvenstvu Francije in ko je bilo četrtfinale, so rekli, ne bo četrtfinala, recimo, ne, tisti, ki so izgubili potem stavo, pa ne bo zmagala. Ja, pa bo. In si šla v polfinale. Mislim, da se zavedaš tega, da res je velikanski uspeh to. Dolgo smo ga čakali v svetu tenisa, ne? V Sloveniji. Bom rekla, da nekako me na začetku, ko se je to dogajalo, me ni doletelo niti približno, nekaj se je zgodilo. Pa me je vsak teden počasi, še potem po 1-2 mesecih sem šele začela dojemati, da pa to pa je res velik uspeh. Tudi mogoče je bilo potem povezano z to, potem sem še en turnir kasneje zmagala potem in pač je šel moj ranking višje in višje in sem na podlagi tega potem vse to, ta uspeh, ranking, pa sem pa kar naenkrat prišla okrog 35. mesta recimo ja. In sem, nisem sploh dojela. Tako sem potem počasi šele po 1 mesecu, 2 mesecih začela dojemati, kaj se je sploh zgodilo. Ja. Slovenci še vedno imamo malo te mentalitete, a smo res tako dobri? A je možno, da sem jaz kar v polfinalu Roland Garrosa? A je to res možno? Ne, ja. Se nam ne zdi to nekaj samoumenega? Ja, jasno, da sem. Ne? Ja, mislim, da imamo res to, ker nas je toliko malo in ko en naredi nek tak rezultat, pač ne samo v tenisu, v vseh športih, je to wow za nas, medtem ko če primerjaš Američane, Francoze, so res najboljši osebo, rekla Rusiji. In je malo samoumevno jim že mogoče, medtem ko nam ni. No. Kako si se v tisti noči, recimo, ko si dobila četrtfinalni dvoboj, kako si se pripravljala na tisto polfinale? Potem vem, da so iz Slovenije prišli tvoj partner, tvoji starši, ki jih do takrat še ni bilo, ne, v Parizu. Kako si to doživljala tisto noč, tisti naslednji dan? Ali si bil kot v transu ali ne? Mislim, meni je bilo zelo všeč, tudi moji prijatelji so prišli nekateri. Rekla sem mamci sicer, joj pa vseeno, vse nekaj spremeni v tistem momentu. Pridejo ljudje od doma in mogoče je nek moment, daš čutiš mogoče malo dodatnega pritiska, ne, v tistem trenutku. Ampak sem rekla mamci, bi zdaj vi hodili sem, zato zdaj je že tako skoraj, ne, konec, smo že pri koncu skoraj. Pa je rekla, gledaj, če bomo pa prišli, pa ne bo šlo, pa bomo šla zatijem na sprehod v Eifflovem stolpu in bomo šli nazaj domov čez 2 dni. Moram reči, da me je to kar pomirilo. No. Sem pač dejansko tako vzela, pač pridajo v Pariz, bojo, kaj bojo delali. No, mislim, potem je pa to nekako mi je bilo všeč, da so bili vsi tam, ker niso imeli toliko priložnosti priti v moji karieri potovati z mano in je bilo prav, da so bili tam. No. Najbrž zelo čustveno tudi. A misliš, je možno, da je bilo to eno malo tudi breme zate, recimo, da se je tam kresalo ali bi bila toliko sproščena in bi odigrala še tisto polfinale in zmagala? Tu so bile pa čustva močna in mogoče, da ti je malo pozornosti malo odneslo ali ne? Mislim, če si čisto iskren. Ja. Čustva so bila močna od prvega kola po pravici in sem se v bistvu iz dneva v dan prebijala čez to. Še dobro, da je en dan vmes prost, tak pač je urnik tega na Grand Slamih, da je en dan vmes prost, zato ker bi po mojem težko pojedla drugo kolo že, zato ker je toliko čustev v tem notri.
Ne, pač mogoče se zdi, da se je vse čez noč zgodilo. Tudi jaz sem se tako počutila, wow, ker naenkrat se je to zgodilo. Ampak ni, no, vedno si to želiš. In jaz sem v tistih 10 dnevih pač dobila vse, kar sem si kdajkoli, za vse sem trenirala. In težko rečem, da je kdorkoli to zmotil, zato ker je bilo toliko teh mojih samih čustev prepletenih. Da zunanjost je bila šele v drugi vrsti, pravzaprav, ne? Ja. Tudi mediji so bili, no, mislim. Tudi to je bilo zelo novo za mene. Moram reči, da je tukaj menedžer zelo dobro poskrbel za mene. Da te je zaščitil v bistvu. Zaščitil in ja, zato ker sama tega ne bi mogla. Po mojem imel on več dela z ukvarjanjem. Ko pa jaz samo pripravo na tekmo regeneracijo, je on imel časovno po mojem več dela z mediji, ko pa jaz sam z tenisom. Ja, najbrž res, ja. To je cela mašinerija vsega, kar sodi zraven k vrhunskemu športu, sploh pa recimo v tenisu, kjer res redko doživljamo takšne rezultate v Sloveniji in je to potem ta euforija še toliko večja. Navajeni smo, da smučari zmagujejo, navajeni smo, da skakavci zmagujejo, navajeni smo na kolesarje, ampak tenisačev pa nimamo, ne, ki bi tako zelo blizu prišli recimo finalu nekega Grand Slama. Tudi zdaj imamo Kaja Juvan, Polona Hercog. Za 2 milijona ljudi imamo trenutno 2 igralki v top 100, jaz in Kaja, pa Polona je bila, tako da to je, mislim, da zelo dober rezultat. Ja. Seveda, dobra generacija, lahko rečemo. Ja. Mogoče, glede to, da v svojem otroštvu oziroma zgodnji mladosti sem bila v teniškem svetu kar 11 let, sem okusila v bistvu ta svet, ga kar dobro spoznala, ne seveda tako kot ti, ampak vseeno, ali je še vedno isto, ne? So plusi in minusi. Jaz se spomnim recimo, kako me je motilo rivalstvo, ki se je čutilo med ženskami, ne? Se pravi, želiš si recimo v garderobi ali pa kjerkoli, ne, malo pogovarjati, malo podružiti, ampak ne, vsak je zase, seveda, ti si tekmovalka, ena proti drugi. Jaz se spomnim, da je mene to kot deklico motilo in mi je bilo breme. Kako ti doživljaš oziroma je še vedno teniški svet tak? Ja, mogoče ne bi smela reči, ampak mene je pač ta svet bom rekla, VTA turo, zato ker moški so malo drugačni, no, oni so vseeno malo bolj prijateljski, pa grejo na igrišče, pa se stepajo, pa so pa spet prijatelji. Ženske niso in ta VTA svet meni pač ni všeč. In me dela ne nervozno, ampak pač jezno, bom rekla, to stvari, ki se zgodi, niso pogodo. Pač punce so res individualistke, redko katera je taka. Seveda so, imam prijateljice na turu, s katerimi se super razumem, ampak bom rekla, v 80% pa so punce bolj zaprte. Ne rečem, da so slabe, ampak najverjetneje je to kot neka maska, da se zaščitijo pred čem, sploh ne vem, mogoče če zgubiš, se lažje počutiš, če imaš masko, ne razdaneš sebe, kaj te vem, ampak pač to se vidi, da sploh predvsem te Rusinje, Španke so dosti bolj odprte, že tudi kultura naroda je taka. Zato se tudi rajše družim s takimi. Ampak se potem družite med sabo, recimo vmes tistih dnevih, mislim, pač na tekmovanjih, ko ste skupaj po teden ali pa nekaj dni, se družite, potujete iz enega turnirja na drugega? Ja, recimo, da en dan primer, sem bila z Viktorijo Golobič, je Švicarka, no, ampak je Hrvatica v bistvu. Smo bili v turnirju na Cincinnatiju in smo šli na naslednji turnir v Chicago in smo vzeli vsak svoj rentakar in smo skupaj potovali tja. Potem smo šli v kino tam. Tako da, ja, moraš drugače se ti po mojem zmešano. Ja, seveda. To profesionalni tenis in kar naprej turnirji na enem koncu, na drugem, na tretjem, na četrtem. Pravzaprav en pristan moraš imeti, ne? Oziroma nekoga, da se nanj nasloniš, ali kako bi rekel. Težko. Ne vem, meni zelo manjka te rutine doma. Greš na trening, veš točno, kdaj boš imel, priješ domov, ješ. Greš na trening, primaš večerjo, greš spat, se zbudiš. Pač ta normalna rutina, ko noben niti ne bo misli. Iti v trgovino, pa kupiti, pa sej ni lahko, pa prati stvari doma, pa to, ampak jaz to pogrešam, zato ker pač živim iz kovčka, bom rekla, in ne vem, pač nisem glih taka oseba, da
imam rada svojo rutino in moram reči, da mi to kar veliko energije pobere, no, ta potovanja, pa tak način življenja. Ja. Zakaj si se odločila za tak način življenja? A je to usoda? A te je nekaj kar pahnilo sem in zdaj si in zdaj to odživljaš, ta vrhunski šport, kjer imaš seveda tudi veliko srečo, v narekovajih rečeno, ne, da si doživela sladke, najslajše momente in tudi finančno pravzaprav, ne, lahko dobro skozi priješ, medtem ko veliko tenisačic, ki so tam nekje, ne vem, recimo okrog 300. mesta, to so sami stroški. Ja, mislim, ne vem, če se ljudje zavedajo, pač vidijo samo te najboljše v tenisu dejansko. Top 100, ne vem, če jih lahko toliko živijo tenisa, da bi rekel, da lahko dobro zaslužiš, zato ker je to ogromno stroškov, ki jih ljudje ne vidijo. In ja, bi rekla top 50, potem tam šele začneš služiti, da si lahko daš kaj na stran za naprej, ma niso to neki veliki zneski, ki jih vidimo pri Djokoviću recimo ali pa Nadalu. Ja, da pa je to bila usoda, pač od nekdaj sem bila v športu. Pri meni doma sta mami pa ati, oba dva bila malo v glasbo usmerjena. In mami mi je vedno neke inštrumente hotela delati, pa mi je govorila, pa sem vedno žogo vzela. Tako da od nekdaj sem bila v športu, pa sem se z nogometom, s košarko, z atletiko, z smučanjem, bordanjem, vse, kaj je bilo, tenis. Pa v bistvu nisem mi bilo težko odločiti, da bom šla profesionalno. Sem začela že s 14 leti, kar sem šla v srednjo šolo, smo začrtali profesionalen način. No. Nisem šla v šolo, sem delala po izpitih, sem se preselila na Ptuj. Sem pač vse posvetila tenisu, da bi čim lažje, čim več energije lahko, da ne rabim v šoli biti. A to je bila tvoja odločitev, odločitev staršev? Koga si imela tu zadaj, ki te pri tem? Ja, starši so mi v bistvu rekli, da vidijo, da težko sediš v šoli, ne? Sedim v šoli in recimo osnovna šola je izgledala tako, da sem bila do enih cirka v šoli in potem sem šla na Ptuj na trening in sem prišla ob 9. zvečer nazaj domov in naslednji dan ponovila isto, no. Opravljati en teniški, eno kondicijo popodnevu in je težko bilo, no, mislim. In potem srednja šola zahteva več časa posvetiti šoli in potem pač se ne sklada in ne bi bila ne tam, ne bi bila prisotna in potem je v bistvu sta mi predlagala, da najdemo nek način, kako bi oboje lahko delala 100% in sem bila zelo zadovoljna s tem, zato ker imam rada tak način učenja, da se sama učim, da tle ne rabim biti vezana na nek urnik. Pa nisem se pritoževala, da mi ni treba hoditi po oko. No. Ja, no vse je zanimivo. Se pravi, si imela v bistvu to otroštvo res drugačno, res posvečeno v vrhunsko športnico. Ja, pa še... Že od 14. leta dalje. To, ko ste me o usodi vprašali, pač verjamem, da če ti je neka stvar namenjena, ti lahko spodleti velikokrat, pa bo še vedno prišla. Če ti pa nekaj ni namenjeno, pa lahko se ne vem kak na trepalnice mečeš, pa ne bo prišlo. No. Lahko se trudiš, koliko hočeš, pa mislim, da se ti ne bo poklopilo. No. Ja, to si že doživela, oziroma to si že okusila v svojem življenju. Ja, sem. Tisti tok, ki te pelje nekam, kjer je namenjeno, ali pa... Nekako sem vedno verjela v to, no, da bo prišlo. Nikoli nisem podvomila v ta velik cilj, no. V to veliko željo. In ne gledam to, kaj se je dogajalo, tudi ko so prišla težka obdobja, pa krize, tudi ko sem rekla, ne morem več, pa ne da se mi več. Ja, kakšna je bila ta kriza? Je bila kriza točno to, ne morem več kot fizično naporno, ali ne da se mi več kot ni bilo motivacije, ali kakšne so to krize? Vse je že prišlo. Ta fizično naporna kriza je še najmanj, no. Ta psihično, mentalno, sem stara 23, v teh obdobjih od 18. do 22. leta pač greš čez to obdobje. Mogoče sem, ker nisem bila v šoli, malo kasneje šla čez tako obdobje, ne vem, pa ljubezen, pa družina, pa življenje se odvija, no, in ne moreš se umakniti. Ne, pa reči, ok, danes pa ne bom šel na trening, vedno si izpostavljen in
In to so pač najtežji trenutki iti preko tega. No. To preko fizičnega še najmanj. Ja, si predstavljam, da to so res nekje nastanejo pritiski, kjer moraš preko tega, da se potem spet sprosti, ne? In da lahko nadaljuješ to svojo kariero in da imaš veliko motilcev, oziroma ne motilcev, ampak tega preizkušenj, no? Tako bom rekla. Ja, veliko je. In kaj to v tistih momentih, ko pride preizkušnja, kot si rekla, naj bo to ljubezen, naj bo to nekaj družinske, naj bo to mladost, se pravi, tvoje prijateljice lahko živijo drugače, kot živiš ti. Kaj v tistem trenutku prevlada, da rečeš, ne, še vedno bom tu? Vse te pravzaprav nobene sili, ti lahko jutri zaključiš kariero, če želiš, ne? Točno tako, ampak pač to imam srečo, nisem taka oseba, nikoli me ni recimo mikalo to navadno življenje iti ven. To mi nikoli ni bilo in imam take prijateljice, recimo, bom rekla, da imam 2 najboljši prijateljici v življenju. Ena se je ukvarjala s smučanjem in je res zelo prizemljena, njej karkoli, res ni konfliktna oseba, tudi druga ni in ta druga je v bistvu je tudi tenis igrala včasih in je bila en del časa z mano na turu in pozna to življenje, tako da imam res ljudi, ki te razumejo. Ljudi, ki me razumejo, točno tako, ja. Tudi moj fant je bil v glasbi, ni bil v športu, ampak je bil nekje v enem svetu. Bil v svetu del nečesa, kjer pač zna potegniti neke sporednice z mojim svetom in tudi to razume. In to mi je zelo, pa mogoče zdaj, ko se pogovarjam, se mi je usedlo, da je pač to zelo pomembno. No? Ja. Seveda je. Ja, da imaš neke osebe v življenju. Ki te podpirajo in razumejo, pravzaprav ki razumejo ta tvoj svet, ki je drugačen. Mogoče zato glih nisem bila toliko izpostavljena zunanjemu svetu, ker sem vedno imela okrog sebe osebe, družino, vsi so me podpirali v tem, kaj delam, tako da to moram reči, da imam res srečo. No. Ja. Da lahko potem zbereš to moč, ki jo potrebuješ za nadaljevanje. Da greš preko teh kriz, ki pridejo. Ja. S tvojim partnerjem vidva živita v bistvu nadaljavo potem. Mislim, vidim preko recimo Instagrama pride tudi na tekmovanje s tabo, šel tudi v Ameriko zdaj s tabo in jasno na Maldivih sta bila skupaj, kjer so končno bile nekaj tednov počitnic, ampak drugače živita nadaljavo, kako to deluje? Ja, je težko, no, ampak zdaj bom rekla, da se počasi najina življenja nekako srečavata, vse se prilagaja, no, en drugemu se prilagajava in bolj on, nažalost. Jasno, tako pač. Nažalost, čez par let, potem pa, ko jaz zaključim, pa sem rekla, pa jaz lahko se prilagodim. In smo našli način, da bo lahko tudi on več potoval, tako da bo to, kaj prihaja v naslednjem letu, bomo preživela še več časa skupaj, kar pa je tudi meni zelo pomembno, zato ker je to pač tak del življenja, da me pač osrečuje in če nimam tega, potem je tisti del en, ki sem nervozna vedno in potem na igrišču ni pravno. Ja. Mislim, kakšna je tvoja, recimo, kakšen je zdaj tvoj cilj? Zdaj si prišla tako daleč, ne? Bi lahko rekel nekdo, če postaviš lopar v kot, bravo, čestitke za kariero. Kakšen je tvoj naslednji cilj? In ali govoriš o tem na glas, ali si vraževerna in rečeš, ne bom jaz o svojih ciljih govorila? Mislim, bom rekla želja. Ja, želja. Bom cilj teniško gledano, ampak tista želja v življenju, ki jo pa imam, pa vem, da je tenis neko orodje, s katerim lahko, ne vem, povem svoje mnenje. Potem v prihodnosti bi mogoče rada odprla kako akademijo ali pa kaj podobnega. Tega v Sloveniji nimamo. To imajo v vsaki državi, recimo. In tega v Sloveniji nimamo. To so centri taki, ki si mi ne znamo predstavljati. Ja, kjer se vzgaja, pravzaprav, tako kot je bil Nik Boletieri, ne vem, takrat. Vzgajajo tenisače, športnike in je drugače in dati priložnost in
povedati svojo zgodbo. Recimo, jaz sem zelo, bom rekla, oseba, sramežljiva oseba, ki pač pred 10 leti ne bi pol tega spravila ven, kaj danes spravim iz sebe in sem se pač vsega naučila, vsega navadila. Zelo težko iti ven za mene na tak velik oder in odigrati neko tako pomembno tekmo in pač tudi, če si taka oseba, kot jaz recimo, ali pa da se pač da, no, da je možno za take ljudi. Seveda so tudi drugi, ko pa ena najboljših prijateljica je na primer nasprotje, mi pravi, pa kako ti ni všeč ta pozornost, jaz hodim ven, da pač namislim. Marsikdo bi vse naredil za to, da bi dobil to pozornost. Pravzaprav je zanimivo, da tebi je pa to prej mislim, moraš se naučiti pač živeti s tem, če nisi taka oseba in pač jaz lahko rečem, da se še učim, ampak da sem se že veliko naučila in da samo da bi prenesla to sporočilo naprej v prihodnosti, da se da pač vseeno, mislim, sam če imaš nek cilj in voljo, željo, vse je veliko ovir, ampak pa veliko, ne bom rekla prepirov, konfliktov, pač veliko pogovorov, ki je treba dati za svojo ekipo, kaj hočeš, veliko izražanja mnenj, kar je tudi nekaj, kar meni ni glih najlažje, bom rekla. In pač je proces vseeno, izziv. Ja. Zelo zanimivo, da ko sem te vprašala, kakšne so tvoje želje, nisi rekla, imam željo, da pridem med prvih 10, da naslednji Roland Garros zmagam. Tvoja želja je v prihodnosti oziroma nekako biti motivatorka, vzgojiteljica, učiteljica, mislim, da pač pokazati pot. Seveda, tenis je orodje za to in danes je v svetu pač tak, da če imaš ime, lažje to narediš, ne? Ja. In bom rekla, da mi je to primarni cilj v tenisu spet, da pač potem lahko to večjo željo izpolnim in Djokovic moram reči, da mi je pri srcu, ampak mi ni najljubši, meni je Nadal najljubši, ampak Djokovic je vseeno tak, ima to tisto, tudi on enkrat je rekel na enem intervjuju, da mu ni, da enkrat se bo tenis končal in potem je življenje, tudi več drugih tenisačev sem zdaj čula, to reči, da tenis se konča in potem si pri 30, 35, kaj pa pol, ne, mislim, je še več življenja naprej in mislim, da pa tudi tle gre veliko športnikov, no, ko se jim konča karijera. Zna pa z depresijo, zato ker nikoli niso razmišljali naprej, no, pač jaz ne bi rada, da se mi to zgodi. Ja, ker vendarle je res drugačen svet, ne, ti si kot v nekem, tako kot vsak vrhunski športnik, kot eni pravijo, smo kot v cirkusu, ne, eni kot v gledališču, oziroma nekaj takšnega, ampak tvoja vizija gre tako daleč, da jaz mislim, da se ti ne bo to zgodilo. Ja, upam. Rafael Nadal recimo ima svojo fundacijo, ne, pa še kakšni športniki. Kaj tudi na to gledaš, kot recimo, če ti tako uspe, da si finančno tako močan postaneš, da pomagaš drugim, tistim, ki nimajo možnosti, da daješ kaj, si že začutila tudi to, da bi rada dajala možnost tistim, ki nimajo možnosti. Ja, mislim, to je v bistvu namen akademije, no, na nek način, da pridajo otroci, ki mogoče niso toliko finančno močni, da družine niso toliko, da pridajo in da jim daš neko razumno ponudbo, da jim sploh omogočiš, da pridajo v ta svet. Zato, ker tudi jaz sem tako začela, da pač težko bi sami to speljali in smo dobili investitorje in so mi pomagali pri tem. No. Tako da je zelo velik finančen zalogaj tenis in to je potrebno. No. Ja, moram reči, da ko sem te gledala na tekmovanjih, da se mi je zdelo, da nisi samo športnica, ampak da imaš nekaj več. To, kar si zdaj tudi razložila kot svojo vizijo, zelo verjamem vanjo in ti želim vso srečo na poti do tja. Hvala ti, da si bila naša gostja. Hvala vam. To je bila Tamara Zidanšek, najuspešnejša slovenska teniška igralka.